Lepo pozdravljeni, sem Andreja Novak, prihajam iz Žalca, iz Merkabe. In kaj nam prinaša leto 2025? Seveda je to Venerino leto, leto ljubezni in obilja. Tako da ne pozabiti se odpreti za ljubezen in obilje, kaj pa vam kot vašemu horoskopskemu znaku prinaša leto 2025, pa poglejmo sedaj. Ovni, boste imeli priložnost po dolgem času priti do svojih pravih želja, do nekje konec aprila boste točno vedeli, kaj si želite in šli tudi v pravo akcijo, tako da se začenja nov cikel, novo obdobje. Saturn in Neptun bosta prišla v vaše znamenje, kar pomeni, da boste želeli si ustvariti red z večjim navdihom in tudi s podporo angelov. Biki boste imeli pestro, kajti iz vašega znamenja pa odhaja, in sicer šele poleti 7.7. odide Uran, kar pomeni, da se boste po dolgem času biki lahko umirili, začutili svoje lepe energije in tudi si spočili od večletnih intenzivnih dogajanj. Dvojčki, izkoristite priložnost do konca maja, ko je Jupiter še v vašem znamenju, tako da naredite vse tisto, kar si želite, štartate nove stvari, potujte, izobražujte se, dajte si duška, ne čaka doma, kajti do konca maja imate odlično podporo, da naredite presežke ali pa štartate presežke v življenju. Raki, veselo in ljubeče leto vas pričakuje, namreč raki imate priložnost, da se odprete svojim čustvom, od 9. junija dalje pa, da zaplujete v eno lepo romantično vezo, ljubezen, ki vam največ pomeni. Boste se raki od junija naprej eno leto lahko predali oziroma odkrivali, kaj je zares za vas odličen odnos. To pomeni lahko tudi, da jih boste imeli več priložnosti, pa boste izbirali tisto ta pravo. Levi, boste imeli v letu 2025 veliko dela z vsem, kar ste štartali že v letu 2024, ampak levi boste šele od aprila naprej zares zaživeli, kajti v vmesnem času Mars v vašem znamenju vam bo malo dodajal ognja, volje, pa tudi jeze. Tako da izrazite vse, kar si želite, in leto 2025 vas bo po aprilu lepo pri tem podprlo. Device, prihaja čas aktivnosti in intenzivnega čiščenja. Od januarja, konec januarja dalje imate device priložnost več kot eno leto poskrbeti, da poštimate vse za nazaj. Preteklost vas bo bremenila, prihajalo bo na plano vse, kar ste spregledali skozi leta, in resnično bo potrebno vse počistiti, tako fizično kot po svojih energijah in mislih. Tehnice, veselite se, kajti z koncem januarja preide ta karmični del iz vas na device, tako da ste vi osvobojene. Leto in pol ste imele za nazaj priložnost vse počistiti, tako da s februarjem boste tehnice že sproščene, bolj nekako sledile svojemu srcu in manj obremenitev iz preteklosti bo. Škorpijoni, leto bo strastno, polno sprememb, predvsem pa škorpijoni, čaka vas nova perspektiva celotnega življenja. Čas je za škorpijone in tudi za ostale, da spremenite psihologijo življenja, da pregledate, iz katere perspektive je bolje videti življenje in se usmerite v to smer. Strelci, do konca maja boste klepetavi, povsod vas bo dovolj, veliko boste začeli novih poslov, predvsem v bližnji soseski okolici, medtem ko od junija naprej pričakujte strastno ljubezen, romanco ali flirtanje z veliko začetnico. Pestro bo in strelci ne boste si mogli pomagati. Kozorogi, čaka vas umirjeno, vsaj prvi del leta. Do 25. maja ste kozorogi še varni v Saturnu v ribah, kjer se boste ukvarjali s sabo, svojimi čustvi in vsem, kar vam veliko pomeni. Po koncu maja pa se boste kozorogi prebudili, Saturn bo šel namreč v znamenje ovna in začeli boste telovaditi, fizično se gibati, postali boste pomembni sebi, kar bo lepa sprememba. Upoštevajte jo. Vodnari, imate že navdih in veliko moč, da ustvarjate novo življenje, in vodnari boste s 7. julijem se prebudili v kreativnem smislu, saj bo Uran šel v znamenje dvojčka.
Nazaj sicer boste imeli popravni izpit za nekje konec leta, boste spet lahko ustvarjali vse, kar si srce poželi, ampak samo, če si to res želite. Tako da, vodnarji, kaj so vaše želje, komunikacija bo pomembna in od 7. julija naprej boste postali zvezda vsake družbe. Ribe, odličen čas in odlično leto je pred vami. Do nekje začetku junija boste še urejevali in svoje počutje in svoje odnose, po juniju pa boste zablesteli v novih energijah. Tako Saturn kot tudi Neptun. Saturn bo šel ven iz vaših energij, tako da vas bo sprostilo. Neptun pa pride v znamenje ovna. Neptun je vaš vladar in pride v znamenje ovna, kar vam bo dalo ogromno energije. Ribe boste po 12-20 letih začele dihati v novih energijah, začutile boste nove priložnosti in to bo daljše obdobje, tako da ribe se pripravite na spremembe v življenju in seveda ste vi tisti, ki doreče, v katero smer boste šli. Tako da zanimivo, pestro in ljubezni polno leto je, ne pozabiti tudi financ, usmerite se ne v zapravljanje, ampak v notranji magnetizem. Ljubezen je namreč enako denar. Naj vas spremlja lepe energije, naj vam bo naklonjena usoda, zvezde so vam, zdaj še čas, da se odprete temu in sprejmate blagoslove z odprtim srcem, s prijaznim nasmehom in da si gledate v oči, kajti nikoli ne veste, katera duša vas opazuje, da jo vi opazite. Hvala vam, lep nov let, lepo srečno leto 2025 vsem želim.